Teniški navdušenci in navdušenke, prav lepo pozdravljeni. Tokratni gost je Grega Žemlja, selektor slovenske moške reprezentance. Grega, lep pozdrav. Lep pozdrav sem. Grega, ne morem, da ne opazim, trenirka Manchester United. Zakaj? Mislim, jaz sem že dolgoletni navijač Manchester Uniteda in hkrati je pa zelo udobna trenirka, tako da mogoče je to večji razlog, no, da jo imam zdajle gor. A je zdaj ljubezen še kaj večja, ko se je vrnil Ronaldo? Mislim, ja, je ena posebna zgodba to, tako da definitivno mogoče zdaj probam še bolj redno spremljati tekme kluba. Ponavadi v nogometu rečemo Ronaldo ali Messi, v tenisu pa Federer, Djokovic ali Nadal. Se boš kaj opredelil takole za začetek pogovora? No, nič ne skrivam, da sem bil vedno navijač Federerja, tako da to bo od te trojice, bo verjetno kar to. Škoda edin, ker pač Federer trenutno ne igra, tako da mogoče edin to stvar, ki jo trenutno malo pogrešam. Ja, tudi ti že nekaj časa ne igraš, če se nekako vrneva k tebi, k temu, kar se bo zdaj pogovarjala. Leto 2021 se počasi končuje. Kako bi ga kot trener opisal? Morda najprej svojega osebnega stališča. Začel si novo vlogo, prvič si bil torej tudi že kapetan slovenske moške reprezentance. V bistvu, če ocenim leto 2021, so bili definitivno vzponi in padci v vseh pogledih, že zaradi nadaljevanja tega nekega COVID leta je vse skupaj lahko v vsakašnem pogledu hitro obrnjeno na glavo, po drugi strani smo pa mislim, da z reprezentanco naredili, smo odigrali eno solidno tekmo, naredili pač, ne vem, priprave bili veliko nekako medsebojno povezani, tako da upam, da se ta trend nadaljuje tudi naprej. Tako da, ja, lahko rečem, da začetek dela z reprezentanco je sigurno pozitiven. Tako da, ja, že v bistvu gledam naprej na nove izzive. Nekako prihaja počasi do te menjave generacije. Tvoja generacija se počasi poslavlja, nikogar še ne pošiljam v pokoj, pa vseeno Blaž Kavčič zdaj tudi že nekako na pol vlogi trenerja, tudi Aljaž Bedene ima neke svoje projekte. Blaž Rola je še vedno seveda med najboljšimi, vendar pa tudi njega nazadnje zaradi bolezni ni bilo. Kako bo vse izgledalo v naslednjem letu? Kakšna bo ta menjava generacij? Ja, smo res na enem takem razpotju, kjer lahko rečem, da nam te izkušnje sigurno v reprezentanci še vedno prav pridejo, oziroma so seveda zelo dobrodošle, tako da vsi ti trije igralci, ki ste jih omenili, definitivno kot selektor pač upam, da bodo prisotni. Hkrati pa ja, se zavedam, da bo slej ko prej pač treba vključiti tudi mlade igralce v ta projekt Davis Cup. Navsezadnje so tudi že pred Paragvajo dobili nekateri svojo priložnost, tako da definitivno ena zmes izkušenj in mladosti, lahko rečem, da je vedno dobrodošla v kakršnikoli reprezentanci. Zdaj si že nekaj časa trener, ko gledaš te fante, kako odraščajo, kako trenirajo, lahko narediš kakšno primerjavo z leti, ko si bil ti v tej konkurenci, ko si ti odraščal, je napredovalo vse v procesu treninga, priprav in ostalega? Ne. Mislim, to, kar mogoče vidim, bi prej rekel, da obratno, no, da opažam mogoče padec nekih trenažnih procesov oziroma treningov, da se mi zdi, da smo v preteklosti nekako več trenirali, več v bistvu tudi zaupali
več vse skupaj, ne vem, podredili planu trenerjev in tako. Zdaj se pa nekako mladostniki in podobni se v bistvu več ukvarjajo z problemi izven teniških igrišč, imajo večje pomisleke, so mogoče zaradi raznih dejavnikov, raznih, ne vem, telefonov, tehnologije in vsega, nekako manj vpleteni v sam športni proces, v razne druge športe. Tako da so mogoče tudi zaradi tega na neki nehvaležni točki, ki bi sam pogrešal več angažiranosti, več dela, več zaupanja, več vpletenosti tudi v sam šport, tudi zunaj teniških igrišč. Pa vidiš morda kakšno rešitev, morda kakšen nasvet tudi staršem, tudi ostalim trenerjem? Jaz bom vedno rekel, ukvarjati se tudi z drugimi športi, to je mogoče ena taka stvar, ki se jo spomnim, ko smo bili mladi, to je se vedno. Smo se podili po najrazličnejših igriščih, tam pridobivali določene, ne vem, sposobnosti, medtem ko je zdaj, ne vem, glavna stvar je absolutno ta tehnologija oziroma telefon in karkoli je s tem povezan. Tako da to bi bila prva stvar. Sigurno imajo starši tukaj velik vpliv, če se pač skoncentriram na svojo individualno trenersko kariero, tudi sam v bistvu tam nekako poudarjam, oziroma kot trener zdaj moram biti, oziroma sem vpleten v več dejavnosti, tudi to, da enostavno treba tudi take stvari upozarjati, ker mogoče direktno s tenisom nimajo povezave, ampak so pa trenutno bi rekel, da celo najbolj pomembne, no, da sama tehnika in neka fizična sposobnost, da je trenutno pri nekaterih igralcih, no, tako bom rekel, da je trenutno mogoče ta zadeva bolj pomembna od samega tenisa. No, dva mlada igralca si imel že v svoji reprezentanci, tako da sta spoznala tvoj način dela, govorimo Dominku in pa Artnaku, pa me zanima prihodnost, torej leto 2022, leto zelo, zelo pomembna tekmec pa Čile, ki je eden izmed tistih, ki je najbolj zahteven bil, ko ste bili v žrebu. Te dva fanta, ki ste jih omenili, definitivno pač imata neko sposobnost uspeti v teniškem svetu, ampak sta res jih čaka veliko dela, no, sploh v fizičnem, to sem hotel poudariti samo, da jih res, da upam, da tudi zdaj to slišite, da res, da jih čaka veliko dela v nekem fizičnem smislu in da bosta to, mogoče zdaj, ker se začne neko pripravljalno obdobje, da bosta že naredila določene korake v tej smeri. Verjamem, da bosta, da vesta, da je to tista zadeva, ki jim bo pomagala v svetu tenisa. Ker enostavno, če pa povežemo to z naslednjimi tekmami, enostavno tudi kot reprezentanca oziroma kot selektor na to, jih absolutno računam na njih tudi v tekmi proti Čilu. Tako, kot ste rekel, žreb je, mislim, da od vseh teh reprezentanc nam določil tisto najtežjo, plus to, da še gostujemo. Tako da glede tega sigurno ne moramo biti zadovoljni, po drugi strani pa verjamem, da nam ne bo manjkalo motivacije, da spet bom izpostavil ta COVID leto, kjer se enostavno res vse skupaj lahko v zadnjem trenutku postavi na glavo. Prej sva govorila o Blažu Roli, ki je enostavno dan pred začetkom tekme s Paragvajem enostavno zbolel za COVID-om in bil na ta način odsoten. V kakršnem koli takmu primeru se lahko, kot sem rekel, stvari res postavijo na glavo, nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo. Tako da, ne vem, kaj ne rečem drugega, kot to, da se seveda ne predajamo in daremo vsako tekmo na zmago. Trenutno ste doma, ne vidim nikjer novoletne jelke, pa vseeno ste kaj pisali Božičku, kaj si vi osebno želite v letu 2022? Bom kar pokazal, da ne bo dileme.
Ampak ja, Božičku, nisem še pisal. Si želim določenih zadev, ki mogoče niso, ki niso povezane materialno, ampak so v bistvu zaenkrat želje. Tako da, kot vsak upam, da se v čim večji meri izpolnijo. Hvala lepa, Grega, da ste si vzeli čas in srečno v letu 2022. Hvala. Adijo. Adijo.